Ploskanje je največkrat odmev malo neumnosti. Ljudje iz enega notrajnega obličja, ki vidijo, da drug ploska, še on ploska. Pa zelo pa rekel, da je to košec sploh ne. Ampak hočem reči nekaj. Navajeni smo, da sprejemamo navade. Ampak, veste, danes sem se opredelil na to, da vam dokažem, da je v našem sistemu življenja ena od glavnih napak ta, da ne znamo ceniti mir notranjosti, ampak ga niti ne razumemo. Da boste bolje razumeli, pa bom povedal. Pred 20 leti sem bil v domu Stane Žagarja in tam je bil eden po socialni zdravstveni liniji poslan zaradi živčnosti. To je strašno živčen. Ampak zelo prijazen za razgovor in kaj se je zgodilo, ko je prišel, sva polemizirala o tem ljubem kraju, kjer je Božji zmer. Kje pa je to bilo? To je bilo Stane Žagar v Bohinju. In kaj se je zgodilo? Ta drug dan mi je potožil, da tako slabši še nikoli ne počutil. Jaz sem rekel, Bogater pa mot, spat ne morem. Kako da ne boš spat, še komarja tle skor ni. Ja, je rekel, ne morem spat. In je lepo tretji dan moped, pa je šel v Ljubljano zvečer spat, jutri pa nazaj prišel, da se bo ozdravil, da bo dobil duševni in notranji mir. Ja, zdravnik je rekel, da je takega pa še ni. Ampak, kaj je bilo? On je bil navajen tako na nemir, da mu ta nemir je bil nujen za to, da je lahko sploh preživel. Veste, eni ljudje, ki živijo ob cestah, videli je brum, bum, 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 bum. Ja, ste res težko, ampak na vse zadnje pravijo se toliko navadijo, da praktično sploh ne ve, da je kakšen rumpe. Ko pa se preseli nekam v drug kraj, čuti, da je ravno ta nemir njemu nujno potrebno, ker se na njega navadi. Mi v življenju, v svojem življenju imamo stalno nemir. Stalno imamo neke probleme. Stalno imamo neko določeno krizo in svojo notranjost in zunanjost. In potem se vprašamo, kaj naj naredim, da bomo zdravi? Kajti, dve komponente so. Je fizična in duhovna oblika, ki je nujno potrebna, da se pristopi k zdravljenju. Ena brez drugega nič ne velja. To se pravi, za zunanji mir rabiš kaj? Rabiš energijo, ki ti daje moč, da premaguješ za zunanjo konflikt. Ali se da to s kakšnim zdravilom? Ne. Če si navajen na neke določene medikamente, boš odvisnik. Več od tega, ker ti računa, da enega lepega dne ne bo tebi več v moči tega dobiti. In takrat bo katastrofa. Ampak, kaj je potrebno? Veste, meditacija je ena od metod, da se človek redno osredotočuje za to, da dobi notranjo, kot se reče, disciplino duhovnega miru. Potrebno je, da si dejansko narediš kaj? Svoj tabernakelj, svoj prostor, svoj kraj, kjer boš črpal to energijo. Največja moč te energije je, da greš v prirodo. Tisti, ki je toliko pameten, pa toliko sposoben, pa toliko močen, naj si žrtvuje pol ure ali pa 1 uro, če ima to možnost, da bo šel na sprehod v hojo. Kajti ta hoja ni samo zaradi tega, da imaš mišice v redu, temveč zaradi tega, da se vseli v tebe notranji mir. Ta oblika življenja potrebuje
tako, da se dejansko s tem hraniš. To hrano nikjer drugače ne možeš dobiti. Jaz sem se malo z raznim vrstim bil, z raznim vrstim mentalnim in ne vem kakšnim miselnim vzorci, kako pride do mira. Veste, problemi so, ampak problemi teh ne moreš rešiti. Zakaj ne? Ja, službe nimaš, prvajdarja imaš, doma se sam kregaš, pa ne vem kaj vsega vraga. Kako to rešiti? Seveda, recept, da bi bil to 100%, ampak vsakdo, ki se bo posluževal zunajnega formalnega sprehoda, z eno samo željo, bo jutri enako srečen kot danes. Pa se nisem srečen. Pa kaj govoriš, da nisi? S tem, ko praviš, da nisi srečen, daješ največjo injekcijo sebi. Namesto, da bi rekel, kadarkoli te vprašam, kako si? Ja, odlično. Pa čeprav te grizdele, tare ena najhujša težava. Sam sebi moraš dati injekcijo. Samo sam sebe lahko zdraviš. Jaz te lahko to lažem, jaz te lahko govorim. Ampak ti boš odklanota ven. Ko boš pa sam začel si do notranjo obliko uma spreminjati sebe in biti srečen s tem, kar imaš. V tem trenutku ste vi najbolj srečni, kar ste bili v življenju. Potem je rekel, potem ne reče, si bila še bolj srečna. Ne. V tem trenutku si najbolj srečna. Kaj pa drug prejšnji trenutek? Tega ni več. Ti moraš živeti za ta trenutek. Ker ti ta trenutek je tisti, ki te hrani, ki ti daje moč. Ti iz preteklosti, pusti ga, kaj je bil. In če boš ti v vsakem trenutku bil srečen z zvednostjo, da je ta trenutek, pa ne bo to poj čez pol ure, ne bo ta trenutek, ker zdaj ne govori nič več pomembno, ampak čez pol ure. Vedno je samo ta trenutek. Kadarkoli, kjerkoli boste, kadarkoli vas te kdo vprašal, kjerkoli, kako pa si? Odlično. Kaj pa zdravje? Odlično. Čeprav ni res. Tudi mati otroku reče, je želitko hodom, in otrok to sprejema, kajti to je sugestivna oblika zdravljenja. Jaz ustvarjam doma kasete za hipnotično zdravljenje. To hipnotično zdravljenje bi vam priporočil, da ga tudi tukaj boste izkusili. Bom povedal, kako to gre. Na kaseto posnemate avtosugestivne, to se pravi informacije, ali pa tiste miselne vzorce, katere so nujno potrebne za preobrazbo vašega življenja. Eden ima strah za prihodnost, eden nima svoje samostojnosti, je odvisni, ti ne vem kaj še vse. Je hud kadilc, je hud pijanc. Takega jaz posnamem na kaseto, s katerimi oblikami je odrejeno, kaj hočem doseči. To je avtosugestija. Ker pa je to delano v tvoji osebnosti, je to hipnotična informacija. To je najmočnejše. Imamo težave z učenjem jezikov. Danes imajo težje metode, sicer je draga ta stvar, ampak v roku 2-3 tednov se naučiš angleščino. Pa te rekel, ja, aj to traparija, kaj? Ne. Kajti vse to je pod metodo hipnoze. Hipnoze pa ti sprejemaš, sam ne zavedaš se, kako globoko to sega. Ker je pa metoda že izkušena, to deluje neverjetno dobro. Zato, kdorkoli je med vami, ki ima nek določen kompleks problema, ki ga se ne more rešiti, bom jaz prevlekel samo kasetofon, pa vas bom po tistem naročilu posnel.
To boste doma na slušalke poslušali v postelji. Če te fajn spal, ni za to. V podsvest gre glih tako, kot da si ne bo zavedel. Še boljše je, če spiš, pa kaj to govori, zakaj? Ker ne pride druge misli prostranske noter. No, in kaj se dogaja? Dogaja se to, da se ta avtohipnotična oblika človeku hitro prilega in je sposoben rešavati probleme, ki jih drugače nima, jih ne zna. Zakaj ne? Ker nima vztrajnosti. Če imaš pa ti slušalke na ušesah, vsak večer, to traja mesec, dva, boš nenadoma rekel, kaj pa je s tabo, da se je tako spremenil. Vse tiste hive, ki si jih imel, sem bila zadječna, sem bila to, sem bila una pa tretje, vsej grehov ima vsak preveč. In ko enkrat to izluščeš, postaneš drug. Kaj pa pomlajevanje? Vsaka se lahko pomladi, vsaj za 10 let. Zdaj pa rekli, Jezus Marija, to bi pa jaz takoj samo za pomlajevanje. Kaj pa je pomlajevanje? Da si zadovoljen s seboj. Čim si enkrat zadovoljen s seboj, se tudi tvoja zrcalna slika obraza menja. Oči ti svetlo. Si duhovno drugače prisoten. Si umirjen. Ta sreča se čuti. S to srečo ti magnetsko fluidno deluješ na druge. No, ta operativni poseg. Bomo enkrat v teh drugih stanjih, ko bomo tle, pa bomo naredili, da boste morali priti določeno uro, eno uro prej, da tistega, ki bo to hotel, posnemamo, ki bo pa praktično nič koštalo. Doma si nabavi slušalke, katere tam v Ljubljani koštajo 2 evra. Pa jih vtakneš v radio, ki imaš tam če imaš za kaseto, no to je pa hud, kaseta sama pa košta 2 evra. Tako da ne bo noben prestrašen, da bi bilo to predrago, ampak ko boste to začeli, boste videli neverjeten notranji uspeh, ki se bo začel razvijati počasi. Zakaj? Ker je treba najprej utrjevati podzavest. Gre pa to na zavest. No, dobro. Torej, to se pravi, če hočemo, da bomo srečni, moramo najprej narediti kaj? Boj proti stresu. Stres. Dajte konflikti danes. 3/4 sveta je danes vznemirjenje. Ampak se ne zavedajo, da vsoda je vsak modren. Niti enega koraka v življenju noben ni naredil po svoji volji. Vse je odrejeno. Da zdaj sem prišel. Ja, ne, to ni bilo slučajno, to ni, ker slučajno ni. Je zakonito. Vsak korak v življenju, ki si ga od rojstva, ta zadnji korak je bil zdaj, ker zdaj je to prelezel. Čez pol ure, ali pa čez 1 uro, ko te šlival, je pa že spet v korak. Samo vse je odrejeno. Vsa usoda je odrejena. Pa rečeš, ja, ima pa je kakšen smisel življenja. Seveda ima. Zakaj smo prišli na ta svet? Samo zato, da se dvignemo, da izpolnimo, za kar smo bili odrejeni. Potem pa vprašamo, a lahko jaz usodo menjam? Lahko. Ja, kako? Tisto, kar je bilo prej za te slabo, sprejema za dobro. Pa je konc. Če si bil včeraj unesrečen zaradi tega in tega, danes pa temu ne daješ več nobenega pomena, si spremenil. Edino sebe lahko spremeniš. Svoj notranji mentalni del. In če boš mentalni del sprejel, pa si spremenil za sebe cel svet. Ker ti si cvet umalen. Ti si tako rekoč Bog. Za svojo energetsko obliko lahko oblikuješ življenje v dobro ali slabo. Slabo počutje. Ja, zaradi tega, ker nisi zadovoljen s seboj. Pa se pa vprašaj, kdo pa je kriv? No, ni krivca. Vse, kar je dano v življenje za to, da nas izbrusi in pripravi za višjo stopnico. Kakšna pa je višja stopnica? Višja stopnica je tako zvana reinkarnacija. V redu. Kdaj pa bo teh reinkarnacij konc? Ne sprašuj. Ajde bo 1000, ali pa 2. Je čisto vse. V tem življenju, ki je samo enkratno, Frančka si samo enkrat v življenju,
Kako boš v drugem življenju lozel? Ali pa spet frančka šliška bila pa lojska. Ampak v glavnem kaj je? Ko se pa vprašamo, ali je ta oblika samo za nas? Ne, to je program celotnih planetarnih življenj. Kaj je edino večno? Večno je spreminjanje. In človek z svojim duhom se spremeni in postane kaj? Pozitivna energija. Kaj pa si ti? Pozitivna pa negativna energija. Nič drugega. Pravijo, kaj je sreča? Sreče pa nesreče ni. Je samo šibka pa močna volja. In če boste to jemali v to, visajo oblast. To se rekel, zdaj pa res lahko. Kadar sem nesrečna, sem samo jaz zaradi šibkosti. Moč. Ljudje znajo krotiti sebe in dati injekcije duhovnih energij. Zdaj pa vprašamo, kaj pa duhovni notranji mir? To je pa bolj hud problem. Veste, zemeljsko življenje zahteva, da znaš rešiti probleme, ki so glede financiranja, glede ureditve družine, glede pravno problemov, tisoče. Kaj pa duhovno? Duhovno je pa samo eno. Duhovni notranji mir. Ta duhovni notranji mir je pa najtežje urediti. Zakaj? Zaradi tega, ker moraš prilagoditi sebe. Nemir je samo dokaz, da v tebi ni nekaj v redu. Jaz sem prinesel s seboj aparat, ki se imenuje biofeedback. Tega sem dobil iz Amerike, ker sem uporno zahteval, ker rekel, daj me ga bom že plačal, ker se ni drag. Ampak, kaj mi ta aparat pokaže? Boste videli, pa vam bom tukaj res povedal. Ta aparat pokaže vaše stanje, da ste kar zapanjeni. Prva stvar, ki je pokaže vaš srčni ritm. Druga stvar je vaše dihanje. Tretje pa pokaže vaša nervoza, vaš stres, vaša oblika vibracij. Kajti mi, če hočemo doseči višek svojega mira, moramo iti v alfa stanje. Kdaj pa je alfa stanje? Alfa stanje je takrat, ko je duhovna, notranja, fizična, mentalna in srčna v sinhroni. Če si preveč razburjen, fidel fazel, da šmira mogo narediti. Čustva, če te probleme, konc. Ja pa razum hoče vladati, ampak čustva so močnejša. Hvala ženske zaljubljene, je pa napol, premenu najprej se pa pol upakil. In tako dalje. Kaj pa razum? Ja, razum hoče biti vladati, ampak ne more zaradi čustev. Ja, čustva pa razum. Ja, se brez tega pa življenje ne bi bilo. Kaj pa bi imela, če bi živela, pa da te ben ne objame, pa stisne pa kušne. Ja, nekaj se je življenje prazno, pusto, se ni samo zato, da makarone jem. In tako dalje. No, ta biofeedback je samo pripomoč za to, da lahko človek z tem aparatom usmerja sebe, ker istočasno kontrolira srce, dih in stres. To je zelo važno. Ko sem jaz tole sprejel, ko veste, koliko let sem vadil, začetnik sem. Čist nič ne znam s tem rekordom. Zakaj ne? Ja, zaradi tega, ker se moram prilagoditi temu aparatu, ker ta aparat pa pokaže tisto, kar moj razum ne more. Zakaj ne? Ker ta pokaže, kaj je res. Jaz pa kaj je v mojem umu. Jaz sem zadovoljen z svojim nemirom. Zakaj? Ker pravna mira nisem še nikdar dosegel. Pa je kakor še ne videl fagel polovičasti. Še da smo vsi polovičasti. Nobeno stvar ne izvajamo detaljno do skrajnosti. Ampak malo tega, malo da pa to šlo. No, tukaj pa zahteva kaj? Stroj pa ne rabi naših miselnih vzorcev. Temveč pokaže
biti stvarnost. No, zdaj pa tale strojček pa, da s prstom preveč ne pritiskaš, da lahko daš na ušes, pa isto deluje. Kajti signalizatorji, vsaka celica ima svojo informacijo. In tukaj, če ga daš na ušes, isto deluje, kot če s prstom daš gor. Isto pokaže. Še nekaj drugega je. Pri prstu si še bolj uznemiren, ker hočeš boljši rezultat. In gledaš jezice, ker vidiš na mesto, da bi bilo plavo, je zeleno, ne, je rdeče. Ker plava barva pokaže tvojo umirjenost. Zelena pokaže umirjenost in zdravje. Zdravstvena indicija. Jaz pa, ko pritisnem, pa sam rdeč kaže. Sem pa prišel do človeka, ki je to pritisnil, pa sem kar bolil. Pa je v bistvu še bizgec. Ampak je umirjen. In sem rekel, ja Marija, se ti imaš pa svojo mir v sebi. Ne, prosim, se nič ne sekiram. Avto sem odpeljal, prava fila. Žena mu ga je zapustila, prava fila. Jaz sem rekel, ja, na tak način pa ni čud, da si bo šel od mene. Ker jaz sem pa tu za svički sem ga zgubil, kam sem ga dal, mater tisto rekel. Pa sem se vas že takrat že takole delal. No, to se pravi. Pravi se, mi hočemo ustvariti v svojem življenju notranjo srečo. Notranja sreča pa je kaj? Notranji mir. Ni, drugih sreč ni. Imamo malo srečo, veliko srečo, še manjše srečo, pa najmanjšo srečo. Pa me je vprašal ravno danes Jožka, kako je zdaj, kaj je sreča. Se rekel, ko sem bil v zaporu, pa me je paznik vrgel en čik. To je bila za me sreča. Vidite, kako me ena franska kušena, ki me že 20-krat. Ampak zakaj? Ker v tistem trenutku je bila pa sreča. Ker sreča je dominantno, vedno relativna. V tem trenutku je to sreča, drugič to sploh mene sreča ni. Ko se je zatrapal, je bila to sreča, da je ubijem v svet. Po teh letih je pa bila sreča, vse je rešil. Pa rečemo, ja, ta kontrakontakt. Kako moramo potem govoriti o eni stalni sreči? Stalne sreče ni. Edina stalna sreča je v duhu. Apa pa je. Če boš ti se enkrat duhovno usmeril, brez religije, mi govorimo o Bogu. Ajo, vse je Bog. Kaj pa je Bog? Bog je pravzaprav, lahko rečemo, pozitivna energija. Najvišja oblikovna sreča je mir. In Bog, kaj pa je Bog? Mi rečemo energija. Kajti vse, kar na tem svetu obstoja, je samo plod energije. Tudi kamen. Kamen ne more obstojati, če nima energije. Se razpade. Ga ne bi bilo. Če je ena stvar na svetu in je energija, potem Boga ni. Bog je pa energija. Pol je Bog posod. Mi smo tudi Božje bitja. V vsej obliki. Mi ne smemo zdaj reči ateist, ateist. Kaj je vprašanje Boga? Veste, če je ljubezen, ker ljubezen je bistvo najvišjega forma v našem življenju. Samo tudi ta ljubezen je škodljiva. Glih tako, kot sovraštvo. Prevelika ljubezen uničuje, premajhna ljubezen uničuje, pa je beseda ljubezen, pa samo velika, pa mala ljubezen. Ja, zdaj pa gremo, kakšna ljubezen pa je bolj ta prava. Vse tmoh ne vem, prav še mali ljubezni, pa veliki ljubezni. Da ima enkrat eno vse v en koš. Ne gre. Ne gre. Zakaj ne? Ker velika ljubezen, pa mala ljubezen je sebično. Ma rajš avto ko ženo. Ma rajš dinar, ali rečemo denar, kot poštenje. Ma rajš to kot uno. In tako dalje, in tako dalje. Dobre, vseeno se vprašamo. Kaj pa je pol ljubezen? Ljubezen je fasada. Čustvene naše presoje. Ljubezen. Kaj pa mora biti na mesto ljubezni? Ljubečnost. Pa se to je isto? Ne, oprosti. Ljubečnost pomeni kaj?
Ljubiti vse, vsakogar enako. Tako kot rečemo, kot Bog ljubi. Ljubi dobrega in slabega. Kajti vse v bistvu je samo ljubečnost. Ničesar na svetu ne sme biti, ki ne ljubiš. A ne zato, da ga košuje, poljubiš. Ampak zaradi tega, ker imaš s tem odpravljen konflikt življenja. Ljubiti vsakega. Vsak predmet. Žlico, kruh, bajdo. Vse. Ja. To pa reče, kdo pa to dela? To dela tisti, kateri ima ljubečnost. Kjer ima pa ljubezen, se pa vprašamo, kaj bo pa s tem ljubezni ratal, ko bo ljubezen umrla? Bo lahko sovražen, bo lahko nesrečen, boš lahko trpel zaradi včerajšnje sreče. Ljubečnost tam pa ni. Ljubečnost je pa to, da nima ne začetka, ne konca. Ljubiš vse, kar je pod tem zemeljskim spodom. Drevo, kamen, pot, življenje, usodo, vse. A pa je tudi vojna. Kaj? A tudi vojna. Tudi. Zakaj? Ker mi moramo vedeti nekaj. Dobro vprašanje. Vojna. Vojna ne nastane po našem notranjem občutju. Temveč mi smo vsi v programu usode. Usoda pa je po programu koga? Matrice. Vse na svetu je v matrici. In ta matrica je tista, zakaj si srečen in zakaj si nesrečen. Zaradi tega, ker se skozi to matrico oblikuje tvoj razvoj, ker drugače je anarhija. Nemiri, vojne in tako dalje. To je zdaj, če v bistvu gledamo, res da grozno. Toda človek se le preko bolezni in trpljenja ozavešča. Se mu dviguje notranje oblikovno gledanje. Postane kaj? Pozoren in spozna kaj? Da življenje je samo toliko vredno, koliko se ne zavedaš. Pol življenja gre v prazno, ker mu ne daješ svojega notranjega resničnega pomena, ko se pa zavedaš življenja. Ko se zavedaš diha, začneš pravilno dihati. Drugače pa dihajaš. Se vsi dihamo. Sam to dihanje je samo kaj? To, da lahko naš organizem ustvarja pogoje, da lahko telo živi. Pravo dihanje je. Moramo vedeti, da ko dihamo zavestno, dobivamo prano v zavesti, dobivamo notranjo moč razsojanja drugačnega kot tisto plehko samodelno dihanje. Vsako delo, ki ga delaš zavestjo, ima svoj pomen. Ne pa tisto, da delaš, pa se sam delaš. Vprašamo se, kaj ne naredim, da bom srečen? Zelo enostavno recept je. Zelo enostaven recept. Poglej, kje si nesrečen. Pa pejte v razmišljanje, zakaj si nesrečen. A mi je nesrečo dal kdo drug ali moj Če tisto nesrečo sprejemam in presegam v srečo, a bo konc. Človek mora imeti metamorfozo, spremembo, preoblikovanje. V pregovorih pravijo, da je človek zdaj v tem razdobju življenja, je človek v senci. V senci samo žele, da se napolni za tisto hrano. Človek samo žele, da dobi izkušnjo. Potem pa umre. A ne, zagubi se. In ko je enkrat se naželil vsega, tista gosenca, nastane metulj. Kaj pa je metulj? A ima kaj skupnega z gosenca? Nič pa vse. Brez gosence ne bi bilo metulja. In mi smo zdaj gosence. Nikar ne mislimo, da smo zdaj že bogovi. Ampak mali bogovi pa smo, če čutimo duhovnost v sebi kot temelj življenja.
Če bom jaz tebe ljubil, je vprašanje, kaj je podvezalo tega. Če pa ljubečnost, ni treba nič vprašati. Lahko povem, da so se čudili mojemu ljubečnosti. Sploh ni mi šlo v glavo. Ko sem bil, v knjigi opisujem v Peti, ko sem bil na Novem mestu načelnik okrožja milice, so obešali človeka. In on mi je prosil, ker žene ni, ali mi lahko prosi, da bi se jaz poslal, on z mano poslal od žene. Jaz sem rekel, kako, prav, rad bi te poljubil, pa ti poljubil moja žena. In povej, da sem najno mislim. Tam je bila pa sama partijska oblast. Najvišji. Kaj jih je bilo? A je to mogoče? Da sem jaz kot oficir, kapetan, tam pa načelnik stopil k njemu in me je objel in poljubil. Imel je pa štriko kolega, ker je bil že na mesecah. Pravi, zakaj si pa, poj se me klical na partijsko odgovornost? Kako si mogel vojnega zločinca poljubiti? Ja sem rekel, on je takrat za mene ni bil zločinc. Kdo je zločinc, pa kdo, to je sodišče v kameru. Jaz sem videl človeka pred sabo, ki je imel željo, samo eno majhno željo, da se mu izpolni, da se poslovi dostojno iz tega sveta. A smo res samo morilci, pobijalci. Veste, kako so me gledali. Ampak zdaj, ko pa gledajo, pa pravijo, ljubečnost je ta. Ker drugače bi bil, ljubim samo svojega, partizana, ja, za njega bi nekaj naredil, za tabelno ubigal. Ne. Ravno tako sem jaz imel v vojnem času, ki sem bil celo komisar v zaščiti glavnega štaba, enako odnos do belih in rdečih. Boste rekli, ali je to mogoče? Ja. Ampak zakaj? Zaradi tega, ker sem prvo gledal iz duhovnega obličja. Takrat sem videl človeka. Nisem videl vojaka. Nisem videl sovražnika. Ker sovražnika ni, jaz sem mu dal ta prilepek. Tle med nami ne more biti meni in ne bo nikdar nobeden sovražnik. Vsakega ljubečega je. Vsakmu dajem del moje notranje duhovne sreče. Zakaj? Ker le tako lahko spreminjam in jim dajem moč, da bojo tudi oni jutri srečni. Jaz hočem, da ti jutri srečni. Ta trenutek pa sprejmite to napotilo. Ne iščite zunajnih fasad sreče, ker sreča je samo ta trenutek. Tisto, kar je zdaj ta trenutek sreča, je jutri nepomembna. To sem vam že napovedal. Zato nosite ljubečnost v svojem srcu. Ljubi, pa tudi, če dejansko nimaš kaj, ne sprašuj. In takole, zakaj se mi tukaj dobivamo? Ne zaradi tega, da boste jutri isti, temveč da boste začeli v svojem umu duhovnosti spoznavati. Treba spremeniti nekaj v sebi. Kaj? Doživeti religijo, duhovno religijo v sebi. Kakšna pa ta duhovna religija? Veruj v poštenje, v ljubečnost, v dobroto. Vse tiste elemente, ki so jih pripisovali Jezusu. Jezus pravi, jaz ne rabim molitve. Meni tega cilja. Bodite Kristus. To je hvala. Ne pa da ga molimo. To je malikovanje. Vse, karkoli sem vam povedal, samo za eno žal. Ne mislite, da je filozofija neka čudna besedna zakladnica. Vsakdo v svojem življenju ima že vse urejene notranjosti, samo treba jih prebuditi. Vsakdo ima v srcu vse elemente ljubečnosti. Kaj pomaga, če jih ne aktiviraš? Ko jih boš pa začela aktivirati, boš rekla, čisto vseeno mi je, kaj mi kdo reče. Temveč hočem samo eno, da bo tudi on srečen. Pa ne bo to. Kaj beseda sovražnik je sploh neumna, da se govori, ker sovražnika ni to entiteta. Mi smo jo prilepili.
Dober pa slab človek. Ni dobrega, ni slabega, je takšen, kot je. Zavedajmo se v svoje formalizmu, svoje znanja, da na svetu ni dobrega, ni slabega. In mi, kakršni smo v nepopolnosti popolni. Kaj to pomeni? V tem trenutku si popolna. Vse, karkoli je v tebi izgrajenega, je to že v tebi zdaj. Jutri boš že naredila korak naprej. Ampak v tem trenutku si popoln. To se pravi, človek v nepopolnosti je popoln. Ko pa skrbiš za razvoj, za evolucijo duha, ljubečnosti, potem čez eno leto se bomo dobili, pa se bomo objeli, pa boš rekla, veš kaj, tisto, kar sem včasih imela za slabo, je zdaj lepo. Nič več ne poznam, ne dobrega, ne slabega. Volitve, te ljudi na politiki, kjerkoli, vojske, ja, vse je odrejeno, vse ostaje, vse je v obliki matrice. Vojne so krute. Samo ne pozabite, po vojnem preobratu postanejo ljudje čisto drugi. Spoznavajo, da z nasiljem se ne da živeti. Hitler je naredil milijone Nemcev, ki so vsi takole pozdravljali z vero, da je to njihova edina, najboljša pot in da smo mi izbrani narod. Vojna, 4 leta je trajalo, 5, a je pa pokazala, da je to bila samo utvara, neka zmota. Danes v nemških leksikonih ne opisuje Hitler. Nikjer nič ne govorijo. Zakaj ne? Ne, da se ga sramujejo. Sploh ni pomembno, da bi se ga omenjalo. Ampak kaj je pa danes? Danes je vsak nič sprejel, tudi tiste, ki jih prej niso mogli. Ne Žide, ne Črnce, ne eno, ne drugo. Vse se ve. Ampak, če bi pa Hitler takrat zmagal, danes mi te ne bi sedeli. Bi bili neki vlagi, ali pa če bi sploh šepili. Ampak kaj gledamo? Vojna. Vsaka vojna je filter, je čistilišče. Vojna je kruta. Ekonomske krize ustvarjajo pogoje za vojne. In ni rečeno, da bo 3. svetovna vojna temeljša od druge. Kajti vojne napovedi leta 12 ustvarjajo neko simboliko, da se svet res pripravlja. Nek krut notranji obračun med pozitivnimi in negativnimi silami. To na kaj smo? Ali treba za to jokati? Ne! Sprejmimo to kot dar Božji. Zakaj? Tako se bo filtrirala notranja energija in unička. Druga se ne more. Kdo bo zahval? Ljubičnost. Samo ljubičnost. To je končna slika našega človeškega ravnanja na tem planetu. Postali bomo z človečnostjo višja duhovna sila. Kaj pa pol naprej? Pa pustno, daj bo zdaj misliti, kakšen bom jaz danes, kaj bom spremenil na sebi. Ne razmišljaj o planetarnih, tujih planetnih življenj. Jaz sem sam bil v teh dvomih, pa sem rekel, vse ne verjamem, da je res za še kakšna duhovna višja sila, ki bi bila lahko dokazljiva meni. Pa sem dobil. In tako sem dobil tudi jaz razodeti. Ampak tega nisem smatral za neko reklamo. Temveč sem ga sprejel in čutim nekaj. Hvala Bogu, da imam danes dojem, da je ta svet lep, samo ljubiti, ljubečnost. Ta mora. Joško, palico predajam tebi štafetno. Hvala lepa. A ja, prej sem vam ti odvzemam besedo. Ja, samo za trenutek. Veste kaj, ker sem obljubil, da bom pokazal? Ja, no, zdaj bom šel takole. Poglejte, bližko. Tjela, če daš gor, vidiš, to pomeni dihanje. To je ta srce, to je pa srce. Vidiš, kako lepo je zdihan.
morali bi je tako, kot harmonika gor pa dol, pa to samo klavrno, velikno dihanje. Še pozlasti zato, ker zdaj ne mirujem. No, to je srčni dih. To je moja kvaliteta, ki bi morala biti sinhronska. To je pa moj trenutni stanje stresa. No, pa to je predvjetnika. Da je predvjetnika. Ali je? No, tako je to gre. Te bom dal pa na všesa. Ja, zaradi tega, da boš videla, da tudi tako dela. Ja, komunisti še nismo, ampak rdeči pa zaradi stresa. Ko bo enkrat glava, ali zelena, takrat si solidarno vreden reš ali ostane. Drugače, ja, se je trenutno bo tudi pokazal glava. No, tako, zdaj, všesek sem ja, ali boš te hudi. No, muda je ta ljudi. Poglej. Viš, kakšen utripni je. Ni to enako je to zelo. Zdaj si malila. V glavnem ta alfa stanje, zdaj moramo pa nekaj videti. Ti inštrumenti pokažejo trenutno tvoje stanje, ker se vedno menja. Razpoloženje strunskega trenutka. Čez 5 minut si je fanta objemala, pa zelo povrecima. In v tistem trenutku je to čista dva kompletna nasprotna forma. Ampak jeza pa ljubezen imata dve palce. Je ena palca, ena na ti strani, ne. To je teza pa sa antiteza pa sinteza. Ne pa juha, ja tudi. Ne, tako je. Zdaj poglej, vidiš. Ja, draga moja, imaš tako umirjeno. Ja, je pa umirjena, kaj je naša nekaj. No ne, ne mora da. Ne mora nekaj drugega. Kaj, ja? To ni reklama za biofilm, ampak zato, da zdaj vidite, to v Ameriki imajo v milijonih. Ko sem to bral, milijoni imajo, kateri daje to moč, da se prepeljejo v alfa stanje. V alfa stanju so pa sposobni delati duhovne manifestacije, ki jih drugače ne moremo. Listek, če hočeš, da bo uravnan, da bo delal brez našega miselnega vzorca, mora biti sinhroniziran z dva alfa stanja. No, tako je. Ja, je bi si videl, ja. No, pa tebi tudi. Zdaj, to je pa všest, ja. Vidiš, to je tej. In ko enkrat to začne delati, to je pa stres. To je stvar, da se poljubiš, da se vsedeš, da miruješ, ne pa da je to zdaj kot nek eksperiment za cirkus. V glavnem vidite, kako to deluje. No, še povem. Zdaj vam kažem. Poglejte, to je zdaj stres, to je stres, to je pa dihanje. To je dihanje. Tako je, tako kaže. Seveda, imate se vse meri, nekaj hoden na padal. To so najbolj neprimljeni za dokaz tega. Ker bi moral to v miru sedeti pa vam to razlagati. Sam vidite, kako ta inštrument deluje.
No, tako. Zdaj vidiš. Kaj pa je obvezno, da prej miruješ, da se sedeš, da imaš 10 minut dihanja, zato da aparat dobi tisto obliko delovanja, ki je v tebi umirjena. Ne zdaj, da je tečeš potrebuje, ali se spet. Bilo mi je strašno všeč skupina. Imamo v Blanku tako. Nekaj da prosto pošto bila in križnica. Srečno rabo. Kaže se mi redki sreča, taki krško, drugače so 3 ljudi. Mislim, odvisno, veš, to pa tudi zanima, pa to pismo predavljamo. Viš kaj je to? 220 85 leta. Sem na trenutek točko. Sem videl, da je to kvaliteta. Samo da je tako da. Vedno znamo podati, ni treba delati, ne pač treba delati. Rež nič. Jaz to me zanima, če bo čez nekaj mesecev, veš, če bo čez nekaj leta, Če bi dala neko vprašanje, ali si sposoben, da že lahko eno vmesno, veš, ali delaš 2 minuti na dan, veš, vse to je lahko tudi čez 3 mesece. ali lahko tudi več. Lahko več, ampak če delaš, saj, veš, to so zdaj, eni so začeli, eni, ne, tako da bi čez nekaj časa bil vmes, da vidimo, če delajo, in pol v bistvu, če je neka sprememba, no, se zgodila, ni važno, da se zgodili kaj. Če so ozavestni vse to, kar poslušajo. Jaz sem recimo šel na to psihiatrično predavanje zaradi tega, ker od časa do časa pridejo, da padejo v depresijo. Kljub temu, jaz vem, da dela. Ja, ne pada v depresijo. Nisi delal, prepusti se mi. Pa zakaj se pada v žrok? Straga je. Čist. Te ja zvuk. Ali da bo otrok, da je kaj. To se bo, ne sme biti jezen. Da spet izvedla, bodite ne jezen. No, to je tudi pomembno. Ker ljudje se prijemajo. Vsak se, vse Se oprimeš. to lahko še skomiha, bo grabo. Ker to je proces, veš, to je proces, ki se v ljudeh zgodi. In že to, da so ljudje pripravljeni poslušati, veš, da so pripravljeni poslušati, pomeni, da, veš, da se nekaj, da bojo nekaj sami naredili. Meni je pa fino, tako, ko se to da spremljati, veš, ker povratni odziv je dosti. Te študijske krožki so idealne priložnosti, nekaj takega. To se pravi, vidite, to pokazuje kaj? To pokazuje... Tako da knjige za ljudno voljo, veš, kako se izposojajo. Ampak se delati mora Upam, da bo Nova zemlja. Aha, prevedeno. Nova zemlja je pa res. To pa v življenju prikazuje. Ne me vprašala, veš, pa mi imamo na Bledu enega dobavitelja, veš, ker nam dostavljajo to hrvaško literaturo, ne? Me zanima, Če se boš to Ker tole je vedno bolj popularen v Ameriki. Kanada. Amerika je zase poglavljena.
Pa ni več prav. To je jedro, na katerega se skozi lahko ne smeš. Tudi če si tik pred smrtjo, to se razkaže. Vse to drugo. Nič drugega. Nič Tate pa bo to tega gleda, kot v miru vidiš. Veš, da je to. Čutiš vidiš sigurnost v sebi, to je pa največkrat. Bom kar tvojo vrečko uporabljala. To je bilo samo toliko, ker marsikdo je rekel, kako pa zgleda ta biofeedback. Biofeedback se lahko naroči preko interneta. Ker imate te računalnike, pa te stvari, lahko pogledate biofeedback, od 50 evrov do 2 milijona evrov. To so ogromne, ki so rado značene organizacije. Ja, imajo zelo Malo si bil poškodovan, to da v glavnem biofeedback lahko naročite preko interneta. Kako boste pa to dobili, pa vse veste, sami iščete biofeedback, pa se bo že pokazal. Ja, jaz pa se s tem ne ukvarjam. Jaz sem rabil pol leta, da je prišel iz Amerike in niti drag ni bil, je bilo okoli 50 evrov, ampak carina pa ne vem kaj še vse pa sitnosti. Zdaj ga pa imam, pa ga ne znam koristiti. Zakaj ne? Ker sem ga šele dobil in sem pa navodila dal iz angleščine. Slovenščino sem pa videl, da bom šel v prvi razred, da se bom ta prvi učil dihati. Ker to moje dihanje je katastrofa.
Ko sem gledal, kako to gor pa dol gre, sem rekel, moj Bog, ja, kdo je dal meni to dihanje v znanje, da je kaj vredno. Diham pa dobro, kadar vidim kakšno ljubečo bitje. Ja, prosim, ja. Ko me še ne poznate, jaz sem Jože Cesar. Govorim samo eno temo. Kako pridem v ta trenutek? Jaz vam bi razlagal lahko tudi 1000 stvari, tudi jaz sem treniral marsikaj, ampak se mi zdi, da jedro vsega mojega prizadevanja je bilo, da sem enkrat lahko ustavil misel in da sem bil v točki. Sicer nisem vedel, kaj z njo početi, da sem vam že tudi povedal, ko ste me večkrat poslušali, ampak Oleg mi je razlagal to, kot zna. 2 meseca mi je razlagal, kaj je to točka. Jaz sem jo pa obvladal, ko sem jo lahko držal. Sem rekel, Oleg, a ti točko obvladaš, prav jaz kar padam noter. Jaz sem jo treniral pol leta samo točko, da sem jo lahko držal. Potem pa nisem kaj vedel početi znati. Sem vedel, zakaj bom rabil. Vedel sem pa, da je zelo dobra, ker je pisal, v slovenskemu je pisal, to je prva stopna meditacijske joge, ko enkrat držiš točko 3 minute. To je ekarga. To pa je nekaj. Ško takšno? Ja, pa se to ni taka reč. Ampak nisem pa spustil. Vsak dan sem treniral. Vsak dan. Zjutraj, tudi če sem bil pri zajtrku, sem pa čez okno gledal, pa sem bil v točki in sem to ponovil. Vsak dan. Ker se mi je zdelo, da je to tako dobro. No, in komu sem v točki razlagal, noben žasko, pa je bil še v takih težavah, ki neko pogled, čisto enostaven. Opazuješ misel in ko opazuješ misel, misel ne zdrži tvojega opazovanja in izgine. In pride druga, spet nas drži in med eno in med drugo mislijo je prazen prostor. In v temu praznem prostoru začne delati notranja energija. In potem, ko dalj časa opazuješ, te misli so vedno bolj redke. In na koncu zgine so. Kaj pa zdaj? Ja, pojavi se ena črtica, pa so vleče, in gre skozi ekranček, ko beži. Je zelo živahna zadeva. To živahna zadeva je raven, tako treba vztrajno opazovati. Kot sem prej opazoval misli. In to je tisto, ko se ona umiri, ko se misli umiri, ta črtica ni nič drugega kot moja misli. Oko vibrira in se premika. In to so moje misli. In ko se to umiri, to lahko delamo. In ko jo pripiramo v center, za trenutek obstane. To je točka. No in ta točka, ko jo držite 3 minute, to je karga. In koma sem razlagal, ko sem pohvalil stopaš, to je čisto enostavno. Jasno, jaz sem pozabil. A veste, in ko sem zagledal tole knjigo, sem rekel, to je pa zdaj, To je zdaj, to je ta trenutek, to je točka. Jaz sem začel gledati, pa se to krasno opisuje. To pa opisuje, kako streniramo opazovalca. Kako to natreniram, da sploh lahko misel začnemo opazovati. To se pravi, ko začnem opazovati vdih, kaj čutim, ko vdihnjem?
In kaj čutim, ko vzdihnem? Ne vključujem misli, ampak opazujem, kaj čutim. Kaj čutim pri tem, ko vzdihnem? Kako gre zrak noter, kako se pljuča širijo, kako pride do prepone. In kaj pri tem čutim? Kaj čutim? In ko zopet, ko gre ven. Kaj čutim? In s tem, ko opazujem, kaj čutim, sem živ ven zdaj. Ker ne moram misliti zdravo. Moram misliti. Opazujem in treniram opazovalcem. S tem opazovalcem pa potem lahko začnemo opazovati misli. Ko ga enkrat trenirate, ko več časa trenirate, kaj čutim, kaj čutim. Ta opazovalec se vedno bolj jača. In tudi energija v nas je vedno močnejša. In ta energija je naš pravi jaz. Ga pa skozi zatiramo s tem, ko samo premišljujemo. Samo zamere nazaj šibajo, pa skrbi za naprej. In to in ta energija nima časa. Ne damo ji prostora, da začne živeti, da zadiha. S tem, ko pa opazujemo, kaj čutim, ko vdihnem, ji pa dam smisel, to se pravi, ker jo opazujem, jo oplemenitem z energijo. Ko so opazovali najmanjše delce materije, so se začeli delci premikati. So nehali opazovati, so delci obmirovali. To se pravi, naša pozornost je tako močna zadeva, da premika najmanjše delce materije. In če mi opazujemo dih in vzdih, jačamo energijo v sebi. Jačamo energijo, ki je tako življenjsko potrebna vsem nam. Zakaj smo slabe volje? Zakaj smo v depresijah? Zato, ker nas misli obvladujejo. Ego nas obvladuje. Misli so samo naše orodje. In ko bomo mi sposobni to obvladati, to je naše orodje. To je zato, da lažje gremo skozi življenje. Zato so misli. Ne pa, da nas misli obvladujejo. In mi stojimo za temi mislimi, kot da smo to mi. In branimo in se kregamo in dokazujemo. Slušajte, to so samo misli. To so misli. To nismo mi. To je naše orodje. Tako, ko so roke, ko so noge. Tako znamo tudi premišljati. In ko bomo to enkrat sposobni, misel vstaviti in izklopiti in ponovno gremo v misel, je misel močnejša. Imamo čistejše misli. Bomo lažje problem rešvali. Problem za problemom bomo komot rešvali. Dokler pa tega ne znamo ustaviti misli, bomo lahko še tako perfektni misleci, ampak ne znamo misli ustaviti. To Einsteina, to se mi vedno popovedi kao Oleg Ausleiber je to. To se reče ponavljam. Ampak Einsteina so prišli, poslušaj, kako si ti prišel do tega? Bog mi je povedal. Ja, ki pa je ta Bog? Stavi misel. Izno. No je pa povedal, ne? Potem pa pride prava misel. Kako pa je Tesla? Kako pa je prišel do tega? Če ste ti čitali Tesla,
Nižje sile. On je bil ena vrsta mistik. On je začutil, kako bo ta elektromotor tekel. On je ustavil misel. To je znal. Znal pa šteto misel, znal ustavil. Da se znanstvenikov je velik, pa izumiteljev je pa zelo malo. Izumitelji so samo tisti, ko vlada misel tako, da vidi to orodje, da to on ni. No, tako, to sem hotel povedati. Zaradi tega to razlagam, da se mi zdi, da naredimo kvaliteten preskok, da pridemo od mišljenja k čutenju. To naredimo kvaliteten preskok. Pravi, ja pa si pa tako kot žival. Ja, si žival tudi čutil, ne? Seveda čutil. Mi imamo pa še mišljenje, ki ga lahko takoj vklopimo, čim ga potrebujemo. Ne da on gospodari z nami. Ker pa on gospodari z nami, smo pa v depresijah, v bolezni, pa slab se počutimo. In ker se slab počutimo, ego pa hoče dokazovati, da je on glaven, vedno je najmočnejši, najboljši, najbolj pameten. In ker to dokazuje, se ustvarja notranji nemir, notranja bolečina. In ta bolečina nam popije vso energijo življenjsko. In zapademo potem tudi v slaba zdravstvena stanja. To je vzrok stresov. Če boste vi, ko boste delali stresna situacija, ko vdihneš, kaj čujete, se boste umirili, tega stresa ne bo. Ne bo tako močen, ko boste pa bolj trenirali, boste pa čisto enostaven šli skozi stres. Ga ni. Kakva je to stresna situacija? Ali je to strah, ali je to jeza, ali je pa nekaj nepričakovanega. Pozabil smo pa na vdih. Ja, to kar tako laufa, ker to imamo kar vzibajko položajno, tako kot življenje. Ni. Vdih je vir življenja. Vir življenja. In dokler smo mi v stanju spremljati vdih, smo v sebi, smo v svoji hiši. V svoji hiši smo gospodar. Ko nas smo potegnili ven, ne? Spet nisem. Smo že vzili. Nič nismo več vzeli. Že ego. Kakšna krivica. Kakšna groza. Pa je groza. Ampak, ko ste noter, pogrešate tudi na pogreš. Če bo to vse. To je skrbi. Kaj pa so to čustva? Smo žalosti, seveda smo žalosti. Zakaj pa smo žalosti? Zakaj pa nas je strah? Ker komanda pa šla, izgubil sem. Ja sem žen, izgubil sem otrok. Komanda ploj. Telo odpre z energijo. Žalost. Komanda, nevarnost, strah. Sem že tukaj. Je že tukaj, ne? Kaj pa zdaj? Je že panika. Komanda je prišla od tukaj, nevarnost je, telo je odprlo z energijo, ne da se pa izmislijo čustva ustaviti.
niti žalosti, niti strahu, niti jeze. To se ne da ustaviti. Ko si enkrat jezen, ko si enkrat žalosten, ko si enkrat v strahu, si v nezavednem stanju. In takrat nič ne pomaga, da se dopoveduješ, nima strah. Strah te je, priznaj si. In pazuj, kaj se v tebi dogaja. Če si jezen, pa isto. Kdo je tisto, kar se razloži? Jaz sem tisto, kar se razloži. Torej sem odgovoren za to. Glede, kakšna situacija. Jaz sem tisto, kar se razloži. Jaz sem tisto, kar me je strah. In se moramo pazovati. Ne, da se dopovedujem. Mene ni strah, pa mi vse kocine po koncu je. To, dovoljte si, da vas je strah. Opazujte, kaj je to strah. Opazujte, kaj je to žalost. Žalostno se. Žalostno. Opazuj, kaj je to. Jeza. Kaj je to jeza? Prej naprej se razjeziš. Če boste to trenirali, boste lahko opazovali, kdaj se razjezili. Prej že vemo, da se bomo razjezili. Opazujte, kako ta čustvo vnes raste. In če boste začeli to opazovati, boste kar naenkrat prišli do tega, da se vam ni treba razjeziti. Je to ogromno naprej. To boste začeli obvladovati svoje čustva. Čustva so proizvod mozga. Pa ne bo to negativna, pa pozitivna. Če boste v sebi, boste tako kaj Oleg rekel, boste lahko ljubeči. Če ne boste v sebi. Kako vam vsi filozofi govorijo, kako se to naredi? Nič ne bo. Ne bom ljubeč, če nimam ljubezni v sebi. Je nemogoče. Jaz se lahko delam dobrega, še tako se lahko delam dobrega, ampak nisem dober, dokler tega ne začutim v sebi. To pa začutim samo, ker imam zadosti energije, da čutim blaženost v sebi, da se čutim blaženost v sebi, da lahko podelim z vsemi vami. Ko pa tega ni? Nič. Ko se sam blažem, da delam, ni ljubezni. Ni ljubezni. Ljubezen je samo v nas. Ne pričakujte od partnerja, da vam bo dal ljubezen. Lahko se ta rada mila, lahko bo lepo, ampak naslednji pride pa obratni občutek. Kot je kovansko, ima dve plati. Lepo in slabo stran. Ampak oboje je. Oboje je prisotno. Če te pa to trenirati, boste pa prisotni. Boste lahko sprejeli tudi partnerja, ko ga ne marate, ali pa prijatelja, ko se vam je zameril. Boste šli v sebe, boste imeli čist drug odnos in ga boste sprejemali. Tukaj je voliti. Takrat, ko si v ljubečnosti, to lahko sprejemaš. To je treba vložiti. Vložiti je treba vdihati treba. Mene prav zanima, koliko vas pa trenira saj 2 minutke na dan? Vdihati. No, dobro. Dajte roke, vidim, da ni za me. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, v redu. A veste, 2 minutke ni veliko, ampak vzeti si čas za sebe je pa grozen. Grozen, težko je najbolj zase 2 minutke. Skušajte potrebiti
Njih je, lahko vi berete, ampak dajte trenirati 2 minutke na dan. Je malo, Zberite se zjutraj. malo je, ali čudovito. Ja, to je res, bravo. A veste, če ste 2 minutke zmogli, vam garantiram, da boste v enem letu prišli do blažjega stanja. Boste zadovoljni sami v sebi. In to je tako dobro, je tako lepo, ne, da boste spremenili, obraz se vam spremeni. Koliko je Oleg rekel, pomladite se. Pomladujete se. Ker časa v bistvu ni. Vedno je samo zdaj. Vedno je veste, jaz sem otroško, ko sem rekel, pa da smo izgubite, pa dobro se bi. In sem rekel, bom pa 3 minutke, ne? Ampak ko Erk tole govori o temu, kako diham, večkrat se tega na dan spomni. Kada pridete v novo situacijo, dajte se dihati. Da ste naredite 2 vdiha, ste že not. Že ni več stresa. Ste se že spomnili, ste že not. Ste že v sebi. Jaz sem po 3 minute treniral in sem mislil, kakšen da sem. 3 minute. Ker tole prav, 24 ur. Koliko je to minut? Koliko je to minut? Ko bomo skozi vse. A veste, je bila Kitajka v Ljubljani, je rekla, posamezni mojstri so pa skozi v točki. Sploh ni govorila o točki, veste. Sploh ni govorila, ampak jaz sem tako točko obvladal, pa sem točen vedel, kaj govori. Posamezni mojstri Jigonga, ko na kitajskem, so skozi v točki, skozi so v sebi. Jezus, kaj je govoril drugega? V ljubezni. Kje pa je zajemal? Kje pa je bil ta njegov oče? No, v sebi, ne? Ta energija. Lahko imamo energijo, lahko rečemo, da je pa to. Jezus čeko nas. Kar ga razviješ, to ga imaš. Ja, to je tako. Lahko pojemo mi z hostjo, ampak če se ne zavim te energije, to je v bistvu dihanje in molitev. To je naš dar. Zavedajte se tega, da je to toliko lepo. Vsak trenutek nam je podarjen. Podarjen nam je. To je življenje. Sej, karkoli pride, čute v sebi, ne sebe. Ne sebe. Prijatelj, kar jih imate, pa dajte jim govorite stvari. Pravi New Age. Kje pa je New Age? Ali je v atomski bombi, ali je o zraku, ali je v vodi, ali je v zemlji? Če ne bo v nas. Ni. Ste v stari furi. Še ne pomaga. Treba se sebe spremeniti. Če bomo sebe tokrat premaknili, smo premaknili vesolje. Ker bomo drugače videli. Ker bo drugač svet okrog nas. Ker bojo kar naenkrat bodo vsi prijazni. Ne bo ni slabih ljudi, če ti sevaš energijo. Ni. Tudi če greš še s tako agresijo, kaj ti zabezni? Stop, ne. Vse. Se stopi. Ne mori.
Ne gre. No, jaz sem bil malo daljši zdaj, ko sem to razlagal, ampak se mi zdi, te, kar ste novi, je prav, da se pošiša. Za stare je to ponavljanje, ampak zdaj ne bi šli pa na meditacijo in bomo šli dihanje. Kaj čutim? Ko vdihnem in kaj čutim, ko vzdihnem. Najprej bomo pa sprostili telo. Za te, ko še niste to slišali, najprej bomo noge sprostili. Tako pa sprostimo to. Tako da zategnemo nogo, zategnemo mišice in sprostimo. Zategnete, a sprosti. No, ta sprostitev je nasprotni občutek od zategnosti mišic. In bomo šli, bomo zaprli oči, pa bomo sprostili, zapremo oči, zategnemo noge in jih sprostimo. Zategnemo trebušne mišice in jih sprostimo. Zategnemo prsni koš in ga sprostimo. Zategnemo roke in jih sprostimo. Zategnemo vrat in ga sprostimo. Zategnemo obrazne mišice. Zdaj je telo sproščeno. Gremo na dihanje. Vdihnemo in samo opazujemo, kaj čutim, ko vdihnem in kaj čutim, ko vzdihnem. Kaj čutim, ko vdihnem in kaj čutim, ko vzdihnem. Počas odpremo oči. Umijte se. Ali lahko kaj poveste, kako je šlo? Meni je tako lepo šlo, da prav mi je bila toplina pri srcu. Mi je to čudovito. Hvala. Še kdo mogoče? Kdo pa ni mogel slediti? Kar niste mogli? Manj čas. No, dobro. Poslušajte, čim enkrat vdihnete, je treba opazovati. Bomo še enkrat. Bomo ponovili vajo. Zato meditacija. Meditacijo smatram, da je dihanje. Samo opazujete, nič ne prisiljujete, bom pa malo globi dihnil. To je že misel. Normalno dihate, ampak opazujete občutke, kaj čutim
pri tem in kaj čutim, ko izdihnem. Več se matra, samo opazujte. No, gremo še enkrat, zaprite oči. Zaprite oči. In gremo. Vdih. Kaj čutim? Čas, odprite oči. Kako bilo? Veste, to lahko samo 2-krat, 3-krat vdahnete. Ste že noter, ste v sebi, če to opazujete. Gre za to, da začnete občutke opazovati, kaj čutim, ko vdihnete. In ko enkrat pridete do prepone, potisnete prepono dol. Potisnete dol in začutite do tam. Do tam začutite. In ko dihate naprej, začutite, kako se ta energija širi. Ko ste začutili mrgolenje. In ko pridete do mrgolenja v sebi, je to vaše duhovno telo. To je vaša energija. To je tisto, kar vi ste. In ko to začutite, to je spoj z vašim življenjem. To boste vedeli, da so to vaše korenine, da je to tista energija, da je to tisto, kar nas spremlja celo življenje. Pa smo kar tako malo po strani sedaj. Kadar je res grozen, no, takrat pa vemo, da je dihanje zelo važno. Zdaj, ko smo tole, bi jaz isto meditacijo ponovno, to smo že tudi delali, bomo pa zatisnili ušesa. Bomo zatisnili ušesa in bomo šli isto spremljati vdih in izdih in bomo imeli občutek, kot da smo pod vodo. In boste še bolj začutili, kako gre vdih not, kako gre vdih ven. Bolj boste živo začutili. No, kar zaprimo oči in vdihnemo. In izdihnemo, opazujemo vdih, opazujemo izdih. Odprite oči. Odprite oči. Je bilo bolj, ste čutili močno. No, domače ne boste mogli občutka začutiti. Stisnite ušesa. Stisnite ušesa in opazujte. Gre za opazovalca, da opazovalca presedate, da bo on v stanju takoj se vklopiti. Takoj boste lahko opazovali. In v tem je štos. Življenje je dinamičen. Opazovalc mora biti prisoten. Če ste vi prisotni, ste v sebi, in delujete s tem. Ne glede, kje ste.
Niste v svoji hiši. Niste v svoji hiši gospodar. Drugač pa niste. Znaš pa je drug gospodar. Tisko vas je potegnil ven. Zdaj bi jaz predlagal, da se malo sprostimo in bomo šli potem na opazovanje misli. Sprostili se bomo pa tako, da bomo začeli z nogami poleg cepetanja. Kaj se potavče? Ja, kar zasmejte se, vse to je normalno. Oleg, ne se zabavati. Veste, on je komik, ne? On je črni humorist. Tako. No, zdaj bomo šli pa na opazovanje misli. Kako je to lepo občutiti. V redu, ne? Ja. A veste, misli bomo opazovali tako, da bomo zaprli oči in bomo čakali, da misel pride. Kadar čakamo misel, jo ne bo. Ampak je treba čakati na misel tako, kot čaka maček pred luknjo miško. Ko se bo pojavila, jo samo opazujte. Ko bo pred ekrančkom, jo samo opazujte in bo zginila. Bo ušla. Ne bo zdržala našega opazovanja. In se bomo spet sprostili noge, zapremo oči, sprostimo noge, sprostimo trebuh, sprostimo prsni koš, sprostimo roke, sprostimo vrat, sprostimo obrazne mišice. Smo popolnoma sproščeni. Samo opazujemo misli, ko pridejo. Čas odpremo oči. Kdo je lahko opazoval? Ja. V redu. A kdo sploh ni dobil misli? Jaz
Ni šlo. Edina misel ni prišla, to je edina. Škoda. Slušajte, v skupini je včasih zelo dober, včasih pa slabše, kot če sam delam. Ko boste to delali doma, probajte opazovati. Tudi, ko začne misel, ko začne samogovor, prisluhnite temu samogovoru in se že vključite v opazovalca. Ko se pogovarjate, ko dajete komande sami se, prisluhnite, kdo pa je tako daje komande. Tak. Dajte probati to slišati. To prisluhnite, kaj se pogovarjate. Ne svobodno delaš. Kaj mi je hudo. Prisluhnite to. Prisluhnite. Prisluhnite ga. Prisluhnite ga. Čim ga boste začeli upozoriti? Pa bo prišel še hujš. Bo prišla še hujša misel. Kaj vas bo potegnila. Ne se jezite, samo nasmehajte se. Ni pazite naprej. Pazite naprej. Ko boste to trenili? Se vas kar malo matral, ne? Ja. Gremo še na točko, ne? Slište, pri točki je tako. Vi boste mene gledali oči, če kdo ne bo mogel, nekaj malo stran pogleda. Pa ne spet poskuša mene gledati oči. Kaj s tem dosežete? V sebi zaproste za tisto težavo, ki vas muči, kaj ste kaj. Ali to noga, roka, glava, želodec ali psihična bolečina. Karkoli je, če boste zaprosili, ko boste v točki, vam bo to odlene. Ne boste drugič, na drugem srečanju, to povedali, kako je. Ali je bilo to, kar ste prosili, ali ni bilo. Ali ste, če daste feedback, bojo tudi ostali slišati, da je bilo v redu. Da ste se v redu počutili. Da tista stvar ni več imela take moči nad vami. Jaz bom šel v točko, vidite mene gledati po oči in bomo vsi poskušali biti v točki. In ker bomo v točki, bo začela energija rasti. Vi samo dihajte, gledajte in opazujte kako, ne? Kako stvar poteka. Kaj čutim, kaj čutim, kaj čutim, kaj čutim. Kaj čutim, kaj čutim. In boste videli, kako bo močna energija. Energija deluje na vse ista, ker je močna skupina, bo močna energija. In ker je močna energija, bomo en drugemu pomagali iz teh težav, ki jih imamo. Zdaj boste pa kar vstali. Boste še gledali. Kaj je moj moščati? Moram to res izključiti.